Pozdravljeni. Dogodki, ki so sledili veliki nagradi Abu Dabija, zadnji dirki v sezoni 2021, še zmeraj burijo duhove. In tokrat bom skušal dati moj pogled na vsa tista vprašanja in pobude, ki ste mi jih zastavili v preteklih 48 urah. Mnogi izmed gledalcev, poslušalcev, sledilcev kanala so dobesedno razdvojeni. To sem opazil ne samo pri pripombah na razne prispevke, ampak tudi na tisti osebni komunikaciji, ki se vrši med nami preko elektronskih medijev. Namreč dogodki, ki so sledili koncu zadnje dirke, so dobesedno spravili navdušence Formule 1 v nek kočljiv položaj. Po eni strani imamo medije, ki so takoj začeli dobesedno proslavljati novega svetovnega prvaka. Po drugi strani, predvsem v zadnjih urah, imamo vse več mnenj in to mnenj z neko težo, res ni bilo vse v najlepšem redu. Seveda, o tem sem že nakazal moje videnje tako v komentarju same dirke, kot tudi v posebnem prispevku, ki je nekako obdelal, zakaj sta bila oba protesta tovarniške ekipe Mercedes zavrnjena. Mnogim ljubiteljem Formule 1 pravzaprav ni jasno, je zmagal najboljši, najbolj hiter, tisti, ki je pokazal konec koncev največ spretnosti, ali so neki zunanji dejavniki dobesedno vplivali na razplet zgodbe in rezultat je vse prej kot športen. In sedaj bi rad preprečil razne debate v smislu, saj so tudi oni drugi tolikokrat prej kršili pravila in nihče jim ni nič rekel. Govorimo o športnosti. To, da nekdo drugi krši pravila, ne sme mene kot športnika prav nič zanimati. Sam sem športnik, zato se zaradi svoje časti držim pravil, ne glede na to, kaj pravijo drugi. Ampak v teh zadnjih urah sem zasledil kar nekaj zanimivih trditev ter izjav v raznih medijih. Seveda, jasno mi je dejstvo, da ukolikor bom bral, naprimer, japonske vire, bodo trdili nekaj, ukolikor bom bral britanske vire, bodo lahko trdili čisto nekaj drugega. Zato tu povzemam izjavo, ki jo je dal italijanski novinar Roberto Cinchero na strani motorsport.com v italijanskem jeziku. Tu ne govorimo o Ferrariju, zato mnenje italijanskega novinarja bi moralo biti vsaj v principu nevtralno. In v članku navaja Roberto, da če bi se FIA strogo držala pravil, bi bil rezultat dirke na koncu drugačen. In že to marsikateremu ljubitelju Formule 1 dobesedno naježi kožo na telesu. Namreč, kako je možno se strogo ali manj strogo držati pravil? Kje je kriterij? Pravil se lahko držimo ali ne. Nekih vmesnih, manj strogih faz ni. In že to vzbuja določen sum. In pravzaprav je zanimivo, da približno 48 ur po končani dirki isti avtor v istem članku navaja osnovo športnega kodeksa FIA. Zakaj govorim o osnovi? Kajti navedel je vsebino prvega odstavka, prvega člena in prve točke. Torej, dobesedno prve zadeve, ki je napisana v tem krovnem dokumentu celotnega motošporta.
Namreč FIA je edina športna avtoriteta, ki skrbi za izdajo in spoštovanje pravil na principu varnosti in športne enakosti. Torej, to kot prvo vodilo najbolj pomembnega dokumenta FIE lahko sedaj primerjamo s tistim, kar se je zgodilo pravzaprav na progi. Slišali smo lahko sedaj po približno 48 urah kar nekaj izjemno zanimivih izjav. Oglasil se je Ross Brawn, ki trdi, da je potrebno spremeniti pravila, kajti to komuniciranje med ekipami in direktorjem same dirke ni več dopustno. Torej, do sedaj je bilo dopustno, od sedaj naprej dopustno več ni. Tudi Helmut Marko je dejal, da pravilnik tak, kot je, ne več odraža tistega, kar bi morala biti Formula 1. Treba ga je spremeniti. Seveda, do velike nagrade v Abu Dhabiju je bilo vse v najlepšem redu. A zanimivo je nekaj drugega. Od sedaj naprej je treba vse spremeniti, ampak tiste napake, ki so se zgodile, tisto vplivanje na končni razpored dirke sploh ni sporno. Prve signale smo dobili že na prejšnji dirki, veliki nagradi Saudske Arabije, ko smo bili priča mi, gledalci, neke vrste trgovanju med direktorjem dirke in vodjami ekip. Takrat gospodu Brownu ni bilo nič sporno, čeprav se je tudi v tistem primeru bistveno manj vplivalo na vrstni red same dirke. A dvoličnost raznih medijev se je izkazala tudi v prejšnjih urah. Namreč brali smo lahko v malce manj ažurnih virih, kako obstaja neka težnja, da se Mercedes ne bi pritožil na tisto najvišjo inštanco, torej častno razsodišče FIE, ker bi to škodilo ugledu Formule 1. Najbolj škodi ugledu Formule 1 to, da se odvijajo take dirke, da sploh imamo take tematike za razpravo. Torej, ker se ne spodobi nekako pritožiti nad končnim rezultatom dirke, ker bi to pokazalo na resne pomanjkljivosti, je najbolje, da se Mercedes temu odreče. Strinjam se, da smo danes v izjemno politično korektnih časih in dogaja se, da marsikdaj ne smemo s pravim imenom imenovati naprimer majhne gumilice bioloških iztrebkov človeškega telesa. A tisto, kar smo videli konec velike nagrade Abu Dhabiju, ni več majhna gumilica. Ne morejo jo enostavno pomestiti pod predpražnik, stopiti na njo in se pretvarjati, da ne zaudarja. Slišali smo tudi izjemno športne izjave strani Christiana Hornerja. Ta podarja Nikolaju Latifiju doživljenjsko dobavo pločevinke energijske pijače, ki so lastniki ekipe, katero zastopa. Torej, vidimo lahko, da v primeru zadnje dirke v sezoni rezultat je vse prej kot odraz nekega športnega vedenja na sami progi in nekega spoštovanja napisanih pravil. A najprej se bomo vrnili malce v preteklost, kajti po mnenju mnogih navdušencev so bile prave dirke tiste, ki so se zgodile pred desetletjem, 2, 3 ali celo tja do leta 50. Prav v tisto obdobje se bomo vrnili, v leto 1958, točneje na veliko nagrado Portugalske. Tam se je zgodilo nekaj podobnega. Namreč komisarji so svojo odločitvijo
vplivali na sam končni rezultat dirke. Spregledali so, da je Mike Hawthorn obrnil svojega Ferrarija izven proge ter se vzvratno pognal do roba. Mislili so, da je to storil na sami progi in ga nenadoma diskvalificirali. A očividec dejanja je bil Stirling Moss, njegov nasprotnik na progi. In ni počakal niti trenutka, ko se je dirka končala, da je odšel do njih in sam, brez svoje ekipe, ustavil protest ter dal izjavo, da njegov nasprotnik ni naredil tistega, kar ga obtožujejo sami komisarji. To je pomenilo, da so Hawthornu vrnili drugo mesto in leta 1958 je Stirling Moss izgubil svetovno prvenstvo za 1 točko prav proti Hawthornu. In ko so ga kasneje vprašali, zakaj je to storil, je enostavno povedal: zmagati brez upoštevanja športnih pravil ni vredno človeka. In ukolikor pogledamo malce, kako se je vedel Stirling Moss in kako se določeni vozniki in seveda tudi šefi ekip obnašajo danes, se začnemo lahko spraševati. Namreč izgleda, da so bile res v preteklosti dirke boljše. Težava je tudi pri nas, pri navdušencih, pri sledilcih, pri gledalcih. Mnogi ste verjetno spregledali eno izmed največjih nebuloz, ki smo jo lahko videli poleg velike nagrade Abu Dhabija. Izbor za voznika dneva. To je bil po mnenju največ gledalcev Kimi Räikkönen. Seveda na svoji zadnji dirki v karieri ni pokazal nič takega, kar bi ga lahko upravičilo tega, recimo mu, laskavega naslova. Ampak, ker je to njegova zadnja dirka, se mu je verjetno treba pokloniti na nek način. Pustite, ampak to ni namen tistega glasovanja. Namen, recimo temu titule voznika dneva, je nekako nagraditi tistega, ki je pokazal nekaj izjemnega na progi. Kimi je imel presneto slabe kvalifikacije in še bolj podpovprečno dirko, zato ne vidim razloga, zakaj bi ga gledalci sploh izbrali. Seveda, poleg že prej omenjenega, ki pa po mojem osebnem mnenju ni relevanten. Zadeva je izjemno podobna tisti bedariji, oprostite izrazu, ki jo vidimo v Formuli E, imenovani Fan Boost, ko gledalci s klicom dajo svojemu favoritu dodatno moč na pogonu. Izgleda, da se res dogaja tisto, na kar je opomnil Lando Norris. Povedal je, da zaključek dirke je bil fantastičen za televizijo, ampak porazen za šport. Namreč izgleda, da je zadeva bolj kot resničnost postala resničnostni šov, kjer kot pod nadzorom velikega brata gledalci izbirajo tistega, ki bo zmagal. Ampak smo še prepričani, da je to Formula 1? Smo prepričani, da je to sploh šport? Prišli smo do situacije, ko je očitno to, da bolj ko bodo skušali zadevo pomesti pod preprogo, slabše bo. Rešitev je kar nekaj in večina izmed njih je izjemno bolečih in bo povzročila še zmeraj val ogorčenja. Ampak, da bi glavni odgovorni, naprimer, spoznal svojo krivdo, priznal svojo napako, se odrekel svojemu položaju, osebno ne pričakujem. Namreč, to bi bila le prva gesta, ki bi lahko nekako pomirila situacijo. Po drugi strani razumem, da pri ekipi Mercedes bodo lahko tudi vložili protest, kajti imajo osnovo in treba je razčistiti zadeve.
Kajti, kot sem vam omenil že malce prej, ne more biti vse tako problematično od tega trenutka naprej, če smo videli, da so se nepravilnosti zgodile v dirki, ki je odločila za naslov svetovnega prvaka. Kolikor bo kak izmed teh protestov imel osnovo, bo prišlo lahko tudi do sprememb. In to bo seveda negativno vplivalo, ampak še zmeraj bo vzpostavilo neke vrste avtoriteto. Slišali smo lahko Mihaela Masija, ki je dejal, da je hotel nekako ustreči vsem ekipam, da se je držal nekega dogovora, ki so ga imeli. Sicer to, kar smo že omenili v predhodnem prispevku, da se bi čim več dirk končalo pod režimom zelene zastave. Ampak on ni na tistem mestu, da se pogovarja z ekipami. On je tam, da bdi nad tem, da se pravila spoštujejo. In ne, da jih on prireja praktično v vsaki priložnosti, kot se mu zdi v danem trenutku bolj udobno. Ne smemo pa pozabiti na dva glavna akterja, ki sta v tej zgodbi glavni žrtvi. Govorim o Maxu Verstappenu in Lewisu Hamiltonu. Ona dva sta dala od sebe vse, kar sta lahko, ampak zaradi napak drugih bo v vsakem primeru eden izmed njiju dveh prikrajšan. In to ni prav, ampak življenje ni pošteno. Na nas, navdušencih, pa je nekako naloga, da nismo tiho, da zahtevamo v vseh množičnih medijih, da se pravila spoštujejo. Vkolikor veljajo načela resničnostnega šova, dajmo jih zaenkrat začeti uporabljati tudi mi. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.